Pozdravljeni, moje ime je Pija Kapitanovič in sem avtorica podcasta Na robu. Tukaj z zanimivimi sogovornicami razkrivamo teme, ki so na meji kolektivnega in individualnega. Danes z menoj v studiu profesorica filozofije dr. Olga Markič. Pozdravljeni. Ukvarjate se z filozofijo kognitivnih znanosti, ampak na to področje ste prišla iz matematike. Kaj je skupnega v neki logiki in filozofiji? Je filozofija logična? Hvala za vprašanje. Jaz sicer sem najprej študirala matematiko, vendar nisem kakšen dober matematik, sem potem to področje zapustila. Je pa res, da še zmeraj predavam tudi logiko na oddelku za filozofijo. Filozofija je zelo mnogovrstna. Najdemo filozofije, ki so zelo blizu logiki in matematiki. Sama sem nekako v tem toku filozofije, če rečemo. Včasih rečemo analitična filozofija. So pa seveda tudi drugi pristopi, ki so bližje recimo bolj socialnim, političnim aspektom ali pa recimo mogoče tudi umetnosti, ne. Tudi sama filozofija bolj kot pesniška. Ampak jaz nekako smatram, da je filozofija, vsaj tako kot jo jaz pač nekako počnem, je neko prevpraševanje, in če je neko prevpraševanje, je to nekako racionalno početje, in če je to racionalno početje, je potem seveda blizu neki tudi analizi in logiki, ne. Je pa vprašanje, če s tem lahko na vsa vprašanja odgovorimo, mislim, da ne, ampak je pa to pomemben del, ki nam pač pomaga razjasniti stvari. Tako da, mogoče, ne, tako recimo en britanski filozof je rekel, da je filozofija zanimiva zato, ker v bistvu tudi preučuje sam predmet, orodje, s katerim Mislimo, se sprašujemo. Misli, a ne? Ja. In v tem preučevanju seveda je logika in razmišljanje pomemben del. Kaj pa sploh je razmišljanje? Kaj je ta racio, ki ga imamo, mislimo, da ga imamo vsi, od kod je prišel, je bil vedno prisoten? Tudi to je zdaj težko vprašanje, ne, če bi nekako ta linija zahodne filozofije je verjetno res zelo poudarjala racio, zelo poudarjala razum. Je pa vprašanje, če je to vse, kadar govorimo o racionalnosti, pač zajame. Tako da je pomemben del, ljudje smo pač sposobni racionalnega mišljenja, že Aristotel je rekel, da smo racionalne živali, kar v bistvu pomeni ne to, da smo vedno v skladu z razumom, ampak da smo zmožni, ne, se recimo vesti v skladu z nekimi normami, se pravi, da razumemo te norme, neka pravila, in v tem se mogoče razlikujemo od drugih živali, ki pač ki so ravno tako lahko uspešne v svojem pač preživetju, vendar jim mogoče tukaj, da je ena taka distinkcija. Na to je opozarjal tudi recimo, če omenjamo te velike filozofe, Descartes, ne, ki je v bistvu tudi ravno zato ta svoj slavni argument za dualizem, racionalna duša ne bi bila nekaj, kar nas razlikuje, ne, od ostalih živih bitij. Vse ostalo se lahko razloži z naravnimi zakoni, tukaj pa nekaj zmanjka, ne. Ampak danes, ko imamo ogromno raziskav recimo v nevroznanosti, se pravi raziskav živčnega sistema, je recimo eden takih vidnih znanstvenikov Antonio Damasio, ki se predvsem ukvarja z čustvi in povezavo recimo, ne, čustva in razuma, je lepo pokazal, ne, da seveda samo ta instrumentalni razum ni dovolj, ne, se pravi, da čustva igrajo ravno tako pomembno vlogo v naših racionalnih odločitvah, kot jim rečemo, ne. Na kakšen način, kako vplivajo, so sprožilec verjetno? Recimo on je temu rekel, da so to neki taki signali, ne, čustveni signali, ki nam omogočajo, da tudi pretekle izkušnje nekako, ki so recimo tudi čustveno obarvane, nas vodijo v nadaljnjih odločitvah. Recimo dal je primer pacienta, ki je imel okvarjen ventromedialni prefrontalni korteks, kar je po njegovem mnenju pomenilo, da nekako ni bilo teh povezav recimo med čustvenimi odzivi preteklimi in pač odločitvijo v tistem trenutku, in tak človek recimo ni znal izbrati relevantnih informacij, ni se znal odločiti, ne, ker je pač gledal samo, kaj je razumsko
najboljš, če so bile vse alternative enako vredne, ni znal izbirati. Recimo, njegov primer je bil, kako mu je rekel, pridite na naslednji obisk zdravniku, ali lahko pridete v torek ali sredo. Mislim, da sem se jaz mislila torek ali sredo. In potem je on blazno dolgo časa bil tiho, na kar je pač on predlagal torek in je rekel, ja, v redu. To se pravi, tukaj vidimo, da je neka ta težava, da nam te čustveni odzivi ne pomagajo. V zgodovini filozofije je znal tak primer Burijanovega osla, kjer bi rekli, na eno stran mu damo os, na drugo stran vodo, oboje je željni lačenje, a bo zdaj stal pa gruntov, ali bi rajši vzel vodo, ali bi rajši vzel os in recimo karikatura tega bi bila, da bi človek recimo razmišljal in ne bi nič pojedel osu, sigurno bi nekaj vzel. Tako da tudi Damasio... Se pravi, ni nujno, da je racio vedno dober. Ja, seveda, treba je... Še posebej v tej množici izbire, zdaj ste me spomnili namreč na to, da velikokrat se je lažje odločiti, če imaš manj izbire, kot pa če jo imaš res ogromno. Ja, zdaj seveda, te izbire, tudi recimo Kahneman in Tversky, dva psihologa sta tam 70-ih in naprej pač raziskovala, kako se ljudje odločamo. In seveda velikokrat imamo neke pristranosti pri odločanju. Odločamo se včasih hitro z nekimi heuristikami, ki so v normalnih okoliščinah lahko povsem dobre in nam omogočajo, da se hitro prilagodimo, hitro odločimo, ker ne moramo mi nekje sedeti pa razmišljati, kaj bi lahko naredili. Ampak seveda v nekih situacijah je pa dobro, da razmišljamo. Tako da jaz sem se nekako zavzemam za neko uravnoteženje. Neke teorije, kot rečeno, zgodovinske so bile zelo na strani samo razuma. Potem je prišel, tako kot če bi nihalo zanihalo drug val, ki bi rekli vse, razum je samo neka fikcija, ki dodaja, se pravi neka racionalizacija. V resnici se vse zgodi na podlagi intuicije in čustvenih odzivov. Jaz mislim, da pač so različne situacije, v katerih prevladuje eno drugo, oziroma je pač treba najti neko ravnotežje. In seveda v nekaterih situacijah ljudje imamo zmožnost, da razmislimo, imamo zmožnost zamišljanja različnih možnih scenarijev, alternativ. In vkolikor to rečemo, da to ni nič, se mi zdi, da smo izgubili pomemben del tega, kar smo skozi evolucijo pridobili. In v takih situacijah... Kaj pa smo pridobili? Kaj je najbolj tisto bistvena značilnost naše evolucije? Koliko pametnejši smo postali? Ja, smo postali pametnejši, ali ne, to je spet težko vprašanje. Zdaj, če gledamo skozi evolucijo, koliko smo se lahko prilagodili na okolje in koliko smo tega sposobni. Če zdaj gledamo ob vseh teh katastrofah, ki smo jim priča, in podnebnim zanikovanjem tega, da smo prišli do enih točk, kjer bi morali resno razmisliti, se lahko vprašamo, koliko smo res pametni. Ampak ja, jaz mislim, da ravno to, ta večja fleksibilnost, ki nam jo zavest ljudem daje. Se pravi, ravno to, da lahko si zamislimo različne scenarije, da ne delamo refleksno samo tistega, za kar smo recimo, če tako se moderno izrazim, sprogramirani, ampak da lahko razmislimo in imamo lahko včasih različne alternative. To ne pomeni zdaj, da moramo biti vedno v taki situaciji, ker smo lahko potem preveč iz sebe, če imamo preveč vseh teh možnosti, pa se odločamo, ker to je naporno. Ampak vsaj včasih pa, in jaz mislim, da pač ljudje skozi zgodovino, tudi voditelji, so bili voditelji ravno zato, ker so imeli, če smo malo zdaj idealiziramo, to zmožnost, nekako povesti svoje ljudi v neke take. Seveda so pa lahko njihove odločitve tudi zelo slabe. Ampak ja, jaz mislim, da je to ta fleksibilnost, ta zmožnost predvidevanja različnih situacij, da je to ena pomembna točka. Pridobitev, skozi evolucijo. Pa se je skozi razvoj civilizacije človeštva, s tem, ko smo pridobivali nova orodja, sposobnost naših možganov povečevala. Se pravi, smo lahko bili sposobni obdelovati vedno bolj kompleksne naloge, vedno bolj kompleksna vprašanja razumeti, kot pa nekoč. Si danes s to tehnologijo, ki jo imamo, pomagamo, smo zaradi tega pametnejši, izkoriščamo večje kapacitete možganov ali pa ravno obratno, nekako se ospavamo, se upočasnjujemo, manj razmišljamo, smo manj razumski. Ja, to
ja, človek, ne, seveda s to svojo zmožnostjo je pač zmožen narediti različna orodja, ne, in seveda mu orodja lajšajo, ne, lahko pridobivanje hrane, ne, premagovanje dolgih poti in tako naprej. Ne. Se pravi, seveda človek, jaz mislim, da si težko zamislimo, ne, zdaj človeka, ki ne bi delal orodij. To se pravi, orodje si skozi nekako delamo tudi zato, verjetno, da bi mogoče imeli malo več časa, da bi se spočili, ne, da ne bi toliko težkih bremen nosili, ampak lahko nek vitel naredimo. Zdaj, danes smo pa seveda pred vprašanjem, zato ker smo začeli pa delati orodja, ki pa nadomeščajo lahko ali pa nam pomagajo pri kognitivnih nalogah, ne, pri nalogah, pri katerih uporabljamo mišljenje. In tukaj se zdi, zdaj ne, je veliko diskusij, tukaj se zdi, da posegamo na malo še drugo področje. Če smo prej, ne, delali orodja, ki so nam pomagala pri telesnih, ne, pač aktivnostih, nam zdaj pri miselnih aktivnostih. Zdaj spet, ne, tako kot pri telesnih aktivnostih, če gledamo recimo v Ameriki, ko so se za vsakih 500 metrov peljali z avtom, potem pa so ugotovili, da to ni v redu, pa da morajo hoditi v telovadnice, ne. Tako se mi zdi, da je tudi tukaj, ne. Ljudje si pač imamo dobra orodja, ampak če ne bomo nič sami več počeli, bomo ravno tako zakrneli in bomo morali potem to nekako nadomestovati, ne. Tako da ja, ne, jaz mislim, da smo danes v situaciji, mogoče še ne, ampak mogoče gremo proti temu, ne, da lahko pride do tega, kar nekateri rečejo, da je to nekaka kognitivna lenoba se začne razvijati, kognitivne nezmožnosti, zato ker pač ne, smo naredili orodja, pametni smo, naredili smo orodja, zato da nam ne bo treba pameti uporabljati. Ne. Tako da tukaj je treba biti pač pazljiv, ampak tukaj tako kot že z vsemi orodji, ki smo jih imeli prej. To so govorili že ob knjigi, ne, ob zapisu, zdaj si pa ljudje ne bodo več zapomnili stvari, zato ker bo vse zapisano, ne. Pa to seveda ni nujno, ne. Ravno tako zdaj tudi, ne, zdaj je veliko govora o teh novih pač recimo orodjih za pisanje, ne, oziroma GPT, ja, kjer je pač spet, ne, treba vedeti, kdaj lahko tako orodje koristi, kdaj pa ne, a ne. In jaz mislim, da bo velika naloga tukaj tistih, ki so v izobraževanju otrok, a ne. Tukaj se mi zdi, da je problem. Otroci se morajo še zmeraj učiti po števanku, a ne. Tako, ker si morajo pridobiti, ti si moraš v svojem pač miselnem svetu pridobiti neke občutke, recimo za števila, za prostor, in da seveda bodo potem kasneje vsi na kalkulator pritiskali in bodo rekli, zakaj pa bi moral to vedeti na pamet, ampak se mi zdi, da tukaj nekako treba ravno tako pri pisanju. Ne. Verjetno je to razvoj možganov, na tak način poteka. Seveda, ja. Ravno tako pri pisanju, ne, si želimo, da bi ljudje, ko bi nekaj prebrali, znali sami napisati nekako svojo refleksijo, svoj nov pogled. Ne pa samo, da pritisneš in ti bo nekdo drug to naredil. Ne. Se pravi, ta orodja lahko ti skrajšajo čas, lahko ga jih uporabljaš, ampak v bistvu je predpostavka, da že prej neke sposobnosti imaš, da jih lahko uporabljaš. Ne. Tudi ta fikcija, ne, mislim, ta ideja, ne, da bomo z orodji vedno vsi pridobili več časa, ne, tudi to ni, ne, zdaj sem brala. Smo videli, da se to že do zdaj ni tako zdaj izkazalo. Sem brala, ne, kako, ja, seveda, super, ker bo, ne, to orodje ti bo pomagalo, da boš, ne, 5-krat hitrejš lahko nekaj napisal, ampak seveda boš dobil 5-krat več dela, tako da mislim, da to... Točno to, vedno pride novo delo, nekaj novega, ampak vprašanje je zdaj, ko novo delo nam pomaga, nam koristi, se zaradi tega razvijamo, bolje smo pametnejši, bolj analitično razmišljamo, ali pač preprosto je obseg možganov omejen in pač je naša sposobnost takšna, kakršna je. Jaz mislim, da pač možgani, ne, mi lahko še marsikaj, ni to zdaj, da bi rekli, zdaj pa ne moramo nič novega več pogruntati ali karkoli, pač ljudje se vedno lahko še razvijamo, mislim, da tukaj ni ta problem. Bolj je problem, kako in na kakšen način to pač počnemo, kaj spodbujamo, to pa je stvar v bistvu družbe in kulture, v kateri smo. Ne. In kaj vi mislite, da bi morali bolj razvijati, spodbujati? Ja, jaz mislim, da je treba razvijati oboje, ne. Nekaj časa, kot sem že prej rekla, je bilo zelo to, ne, kot ne, samo intuitivno znanje, to je tisto pravo, ne, to se je bolj iz vzhoda, preveč je bilo tega analitičnega. Zdaj se mi zdi, da se je malo obrnilo, zato ker se je seveda ugotovilo, da tudi to potrebujemo. Jaz mislim, da je treba imeti ravnovesje. Moram reči, da mogoče tudi zato, ker ne, ko postaješ starejši, spet vidiš, da so bili te stari modreci, ki so nekako govorili o tem ravnovesju, ne, da so kar vedeli, ne, zakaj gre. Seveda je to
to je problem, ker vsi imamo radi take koncizne odgovore, zdaj bomo pa imeli recept, zdaj bomo pa tako delali. Čim rečemo, da je treba iskati ravnovesje, to pomeni, da je skozi v dinamičnem gibanju in da nikoli ne moreš vnaprej točno povedati, kaj moraš narediti. Se pravi, vedno moraš iskati dinamično ravnovesje. In jaz mislim, da tudi med tem recimo analitičnim delom, ki je po mojem mnenju zelo pomemben in ki ga marsikdaj zdaj pač ne uporabljamo dovolj, in tem intuitivnim, čustvenim, kjer je pač zelo pomembno vlogo igra empatija, tudi je treba poiskati pač neko ravnovesje in to je treba verjetno nekako vzgajati že pri mladih. Se vam zdi, da je dovolj poučevanja, argumentiranja? To se zdi, da včasih ena taka veja, v kateri vsi mislimo, da vemo, kaj je argument, ampak potem se hitro izkaže, da zamenjujemo, se pravi, bolj ti čustvene poglede na zadeve z dejstvi. Kako vi kot profesorica gledate na to prisotnost poznavanja argumentacije v šolstvu med mladimi, med starejšimi? Dajmo temu nek pomen. Ja, jaz mislim, da je zdaj veliko govora o tem, kako bi bilo treba to narediti, bolj vključiti v šole. Jaz mislim, da seveda je tega premalo, da bi bilo treba to bolj peljati. Že zelo v bistvu lahko, imamo neke projekte, so bili filozofija za otroke, kjer je šlo v prvi fazi za argumentacijo, potem kasneje recimo tudi za etično vprašanje. To so do neke mere sposobni otroci v vrtcu, se pravi, skozi neke pravljice, skozi pripovedke se da te stvari negovati. Je pa tako, da seveda verjetno smo ljudje različni, nekatere to bolj zanima, nekatere manj, nekateri so v tem boljši, nekateri slabši, vsi, ki pač nekako grejo skozi to šolo do neke mere, so sposobni tega. Jaz rada študentom dam primerjavo, ki pridejo na faks in mislijo, če smo naredili srednjo šolo, maturo, kaj nam bodo zdaj učili o argumentaciji. Ampak jaz tudi znam teči, znam držati lopar v roki, ampak nisem dobra tenisačica. Se pravi, če hočeš neko stvar izpopolniti, moraš te stvari pač vaditi. In zdaj, kar je malo frustracija za nas profesorje, je, da v bistvu je kar nekaj raziskav, ki kažejo, da te stvari niso kar tako, da transfer na druga področja ni tako enostaven. Se pravi, da je recimo lahko nekdo odličen v matematiki, v delu z abstraktnimi znaki, se pravi sintaktičnem, pa mogoče v nekaterih vprašanjih, ki se tičejo družbe, kjer pa je treba argumentirati v jeziku, kjer je treba imeti nek tak širok pogled, pa mogoče ni tako dober. Tako da jaz mislim, da je to nekaj, kar nas še čaka. Jaz sem že pred leti napisala eno knjigo Logiški pojmovnik za mlade, kjer sem pač poskušala, ilustriral ga je pa znani stripar Izar Nunaček, tudi sicer doktor filozofije, kjer sva poskušala nekako neke te stvari, neka osnovna ta znanja dati, ampak moram reči, da sem bila malo razočarana, ker sem upala, da bo to knjiga tudi, ki jo bodo nekako vsaj ti profesorji, učitelji vzeli bolj v roke, pa moram reči, da se jo bolj matematiki, kot pa recimo slavisti, zgodovinarji, kaj takega. Kar se mi zdi tako, matematiki so bili, moram reči, tukaj bolj odprti in so rekli, mi učimo neke formalnosti, ampak vemo, da za mnoge otroke to so formalnosti, ki ne vidijo povezave, dajmo pogledati, kaj lahko z argumentacijo, če v naravnem jeziku še dosežemo, v tem nismo tako vešči, in jih je to zanimalo. Zdaj, mogoče se zdi družboslovcem in humanistom, da tako nekako to skozi uporabljajo, ampak tukaj se da veliko še naučiti. Zdaj, zakaj je to pomembno, posebej v današnjih časih, ko smo tako izpostavljeni, recimo lahko manipulacijam v medijih, na družbenih omrežjih, ravno zato, da si pridobiš, in to moraš skozi branje tekstov, skozi primerjavo, da si pridobiš neko kritično misel do tega, kar si prebral, kritično refleksijo. Kaj pa, če smo tako malo na področju definicije, kaj sploh je kritična misel? Se pravi, kaj je to, da si sposoben iz nekega besedila, neke novice, lažne novice, iz nečesa, kar te bombardira vsakodnevno, razbrati, se pravi, neke kvalitetne argumente, ki govorijo v prid sklepu, se pravi, v prid temu glavnemu sporočilu. Kaj je to? Ja, zdaj, to dejansko je veliko težje vprašanje, kot se zdi na prvi pogled, zato ker v sami, recimo, bolj ozko gledano argumentaciji imamo neka pravila, recimo sploh, če smo na področju deduktivne logike, to je logike, ki jo uporabljajo matematiki in logiki, se pravi, kjer če sprejmemo premise, logično nujno sledi sklep, se pravi, ne more se zgoditi, da bi bile premise resnične, sklep pa neresničen.
recimo, ne, če Sherlock Holmes pride v hišo, ne, in raziskuje, kako je prišel lopov v to hišo, ne, in gre pogledat, na vrtu ni nobenih rovov, in potem reče, prišel je lahko samo skozi, ne, vrata, okna ali dimnik, in potem gre pogledat okna in vrata in reče, ni se mi treba umazati, ne, z pepelom, vem, da je prišel skozi dimnik. Ne. Ampak seveda, kaj je tukaj predpostavljeno? To je zelo enostaven primer. Ne. Kaj je tukaj predpostavljeno? Se pravi, pregledamo, da res držijo premise. Ne. In seveda, to je velikokrat zelo težko, ne, da veš, mislim, se pravi, tukaj rabiš spet naprej nove argumente. Ne. Poleg tega je to deduktivni argument, kjer pač, če sprejmemo premise, res logično nujno sledi sklep, ogromno in večina argumentov v vsakdanjem življenju, pa tudi v empiričnih znanostih, je pa v bistvu sodi v to veliko skupino indukcije, ne, kjer pa sklep sledi samo z večjo ali manjšo verjetnostjo. Ne. In tukaj je potem... Ali pa je nedosegljiv nam, da bi lahko preverili sami. Ja, se moramo vedno v bistvu zanašati na mnenje nekoga, ki ve bolj od nas, in pač zaupati v to. Tako, se pravi, vse te premise, če so, ne, karkoli zdaj, lahko je, če mi dve tukaj rečeva sveti luč, ne, pa se bova obe strinjali, da sveti luč, če bova pa dali neko vprašanje, ki je recimo kulturno ali pa religiozno pogojeno, se mogoče ne bova strinjali in bo to šele začetek argumentacije. Prav, argumentacija gre vedno začne tam, kjer se nekako z osnovnimi predpostavkami strinjamo. Ne. Potem pa gremo lahko gledati naprej, kaj je. Ne. In seveda argumentacija v javnem življenju je vedno zelo v odprtem področju. Ne. Ogromno je nejasnosti. Prav, jaz včasih rečem, čeprav ne, študenti rečejo, joj, pa to je tako težko s temi formulami se igrati, ampak v bistvu je to lažje, ne, na en način. Zakaj? Zato, ker smo nekako v eni varni kletki, ne, v eni varnem prostoru. Z orodjem. Ja, s temi orodji, ki pa seveda si jih moramo naučiti uporabljati, ampak meje so jasne. Ne? Medtem ko, če smo v odprtem svetu, je ogromno nejasnosti, ne moramo vseh stvari pregledati. Ne? In zdaj tukaj, če me vprašate, kako potem lahko ugotovimo, ali je nekaj res ali ne, ne moramo vedno. Ne? Se pravi, mi včasih nimamo dovolj informacij in je tisto, kar sprejmemo, se zdi, glede na tisto, kar poznamo, najbolj verjetno. Ampak, če dobimo nove informacije, se lahko sam sklep, pač se moč argumenta spremeni. In to je nekaj, kar v teh induktivnih argumentih, kar je, se pravi, nove informacije nam lahko spreminjajo moč argumenta. Ne? In nove informacije vedno znova prihajajo. Ne? In zdaj v današnjem času, ne, to, kar ste omenili, zaupanje. Ne? Se pravi, neke informacije so prenesene in zdaj moramo mi tem virom zaupati. Ne? In tukaj se spet odpira novo vprašanje, kako bomo zdaj mlade ljudi učili, katerim virom zaupati, na kakšen način. Ne? Sprav, tukaj bo velika razlika med nami, ne, ki smo pač živeli ki smo rasli s temi viri, z nastajanjem teh medijev. Tako, ne, in tudi, mi smo še odraščali, jaz sem še odraščala v Jugoslaviji, kjer smo vedeli, ne, da ko je treba pregledovati različne časopise, tudi če si šel recimo na zahod, vem, da sem takoj po gimnaziji šla v Španijo in tam je bilo jasno takrat po Franku, eni so levi, eni so desni, se pravi, si moral pregledati različne časopise, da si lahko ustvaril sliko. Ne. Potem smo malo mogoče to kar zanemarali in smo nekako začeli, saj to, kar pa je v teh medijih, pa temu pa lahko zaupamo, ali pa temu pa sploh ne smemo zaupati. Ne? Se mi zdi, da je bolj ta druga skrajnost vedno bolj prevladujoča, ne zaupamo ne medijem, ne znanosti, ne znanstvenikom, ne zdravnikom. Kar je pa seveda velik problem, če nobenemu ne zaupaš, pa ravno tako nič ne možeš narediti. In zdaj tudi recimo Ker je preveč preprosto, jaz se mi zdi čisto, če greva na polje vsakodnevnega življenja za neke življenjske odločitve, danes zelo težko se sam na podlagi svojega lastnega razuma odločati vsej tej množici zadev o hrani, o primernosti zdravljenja, o temu, malo manj, da ne, ali podnebne spremembe so ali niso. Se pravi, tukaj je postalo res veliko enih stvari, ki jih mora človek poznati, razumeti, da se lahko racionalno odloča, se vam ne zdi. Ja, jaz mislim, da pač je problem, ker ne moramo vsega poznati. Tako da zdaj lahko pač rečemo, da recimo znanstveniki, ki so študirali leta in leta, ki gre njihovi recimo članki skozi pregled kolegov, da tem verom lahko bolj zaupamo, kot pa nekomu, ki je samo nekaj na eno spletno stran dal. Ali pa ki je še celo izgubil morda licenco, ki ga je njegova lastna stroka spoznala za nekoga, ki... Ja. Je pa problem v tem, da pač
načini prepričevanja so zdaj pač zelo sofisticirani, čeprav ne, če se vrnem nazaj v zgodovino, Aristotel je že pisal o sofističnih napakah, se pravi, ta neka vplivanje na čustva, vplivanje sklicevanje na javno mnenje, na napačno avtoriteto, vse te stvari so pač uporabljali tisti, ki so želeli pač prepričevati ljudi že tudi prej. Tako da, jaz pravim včasih, več kot teh stvari poznaš, bolj se lahko zaščitiš, da te ženega čez vodo ne pripeljejo. Zdaj pa, da bomo pa rekli, da bomo pa lahko popolnoma imuni pred tem, je pa težko. Recimo zdaj s temi novimi orodji nam lahko naredijo video, na katerega jaz, ki nisem kakšen specialist za video, recimo me lahko prepriča, da je to pač posnetek, pa v resnici ni. Kaj bomo tukaj naredili, se mi zdi, da je pa potem bolj to, da nekako ne moramo sami stvari pogledati, ker to pravijo kolegi, bomo pa spet z novimi računalniškimi metodami pogledali, ali je šlo za nek ponaredek, ali je šlo za... Ampak po drugi strani se mi zdi, da je treba pogledati, kako je s temi viri, pa mogoče ta neka moralna odgovornost do tega, oziroma neka odgovornost, kaj predstaviš, in če zavestno recimo zavajaš, eni zavestno zavajajo, eni lahko tudi ne. Skratka, da se tukaj te stvari malo bolj regulirajo. V bistvu ljudje vedno vse te družbene stvari nekako se moramo zmeniti, kako bomo med sabo pač lahko delovali. In ravno tako se moramo zmeniti tudi z novimi orodji, ki so nas recimo na ta način presenetili, da imamo naenkrat toliko informacij, ki so toliko lahko močne. Prej ste omenila, je treba vedno prebrati, se pravi oba pola, kaj mislijo levi, kaj mislijo desni, in si potem ustvariti mnenje. Ampak se mi zdi, da je to tako dejanje, ki ga je zmožen samo človek, ki je bolj naklonjen oziroma bolj nagnjen k racionalnemu razmišljanju. Raziskave kažejo, da večina ljudi želi brati in biti izpostavljena vsebinam, ki jim grejo nekako na vodo, ki potrjujejo njihovo prepričanje. To je nekako tista človeška narava. Kako se temu upreti, se pravi, da se izpostaviš tudi drugim vsebinam, ki ti niso ljube, ki se ti morda celo takoj nasprotujejo tvojim nekim vrednotam, razmišljanju? Ja, na vsak način v bistvu biti izpostavljen različnim mnenjem in jih kritično pretresati že od malega. Se pravi, zdaj nas zapirajo, kot se radi pohecamo, nas zapirajo v mehurčke. Sigurno je to, da človek rajš potrjuje, pa rajš bere tisto, kar potrjuje njegovo. Dostikrat recimo v diskusijah v bistvu ne prepričujemo, sploh ne gre za prepričevanje ali kaj takega, pa gre za nekak spodbujanje teh misli. Zdaj, seveda, spet v različnih situacijah različno mogoče. Recimo, da pričakujemo od novinarjev, pa od znanstvenikov, da se bodo tega lotili na mal bolj profesionalen način. Od običajnega človeka ne moramo zahtevati, da bo vse te stvari pregledoval, ker bo zmanjkalo časa za kaj drugega. Tukaj pač verjetno to, kar smo zdaj tolikrat ponavljali, javni mediji igrajo zelo pomembno vlogo, ker naj bi v bistvu, zdaj ne tisto, da so levi ali pa desni ali pa taki, ampak da bi nekako predstavili stvari, kolikor se le da argumentirano in objektivno. Ampak kot rečeno, to je težko, imamo zdaj kakršnekoli pač neke recepte, gre za to, koliko je pač tudi celotna družba zrela za take stvari in koliko nas ene nove zadeve lahko pretresajo in nas nekako vržejo za nekaj časa malo iz ravnotežja. Večkrat omenite besedo ravnotežje, pa me zanima, ali je to ravnotežje nekaj, kar je inherentnega v nas, ali ga moramo ves čas racionalno iskati in se ozavestiti, da morda smo preveč nagnjeni v eno stran ali drugo? Ja, verjetno bi me pač lahko kolegi in kolegice pač malo nekako obsodili, da sem preveč na te stvari gledam razumsko pa analitično. Jaz mislim, da to ravnotežje vedno znova lovimo. Zdaj, da pa o tem razmišljamo, to je spet neka refleksija in filozofi smo pač nagnjeni k refleksiji, zato tukaj imamo vedno to idejo, da bomo s tem, če bomo reflektirali stvari, lahko pač si bolj razjasnili ene zadeve. Ampak nikakor ne bi zanemarila tudi te čustvene komponente, se mi zdi zelo pomembna in tudi v zadnjem času je ogromno raziskav na to temo. Tako da, ja, intuicija in čustva
so ravno tako zelo pomembna, ker so del v bistvu naših preteklih izkušenj. Ne. Jaz mislim, da človek ravno na podlagi preteklih izkušenj potem gradi tudi tisto, kar je za naprej. Zdaj, zakaj pa omenjam to ravnotežje? Zato, ker to je pač ena taka beseda, ne, ki nam pomaga, da rečemo, ne, da nihamo in v bistvu poskušamo nekako iti po neki poti, kot po gurtni hodijo čez prepad, ne, ampak ne moramo pa naprej povedati, kaj moramo narediti. Ne. Zato se prav ni nekih orodij, ki bi se jih lahko prijeli in po katerih bi se ravnali, da bi bile naše odločitve pametnejše. Ne, ta orodja, da bi bile naše odločitve pametnejše, so lahko. Ne. Za samo odločanje je ogromno napisanega, tudi zdaj veliko več vemo. Ne. Recimo, da smo filozofi, mogoče pa logiki, smo prej gledali res samo na to, kaj je normativno, ne, se pravi, na ta aspekt. In nas ni zanimalo, zakaj je človek recimo se odločil tako ali drugače, ampak ne samo ali odločitev v skladu z recimo normami logike verjetnostnega računa. Ne. Medtem ko psihologe pa zanima ravno to, zakaj smo se tako kako smo se odločili, kakšni so procesi, zakaj se včasih drugače odločamo, zakaj včasih delamo napake. Ne. In to je od 70 let naprej bilo v tem kar precej napisanega. Precej vemo, ne, recimo, kakšne pristranosti imamo, ne, se tudi te pristranosti, ki jih zdaj opažamo, ne, se kako recimo bolje sprejemamo ljudi, ki so nam bližje, bolj podobni, ne, da imamo neke mogoče averzije do tistega, kar ne poznamo, nekako hitro, ne, včasih so neke stvari, ki so te heuristike, ki so hitre, so v redu, ne, se pravi, če jaz vidim, da recimo tukaj Kamniške Alpe so čisto blizu, ne, zato ker je to ravno kar po nevihti, rekla, rabim mogoče 20 minut, pa sem že tam, pa grem lahko na hrib, drugič se peljem po cesti, ki je megleno, ne, in se mi zdi, se še ne vem koliko daleč, pa sem že v avtu. Ne. Se pravi, ampak običajno v življenju mi ta heuristika, da ne, če je nekaj blizu ali pa daleč, lahko to ocenim, mi dobro deluje. Ne. V nekih izjemnih situacijah pa ne. Ne. In zdaj spet lahko več vemo o tem. Ne. Se pravi, če te stvari poznamo, ne, se lahko kar do neke mere s tem spopadamo. Je pa res, da pravijo psihologi, da je tak, recimo, ne, bias, da je to kar težka zadeva. Se pravi, da na prvo žogo, če samo stvari poznaš, ne boš še znal zares te stvari potem v konkretnih situacijah tudi dobro uporabiti. Ne. Recimo Kahneman, ne, ki je dobil Nobelovo nagrado za ekonomijo, se je precej skupaj s Terskim s tem ukvarjal. Danes imamo precej znanja o tem. Ne. Tako da misli hitro in počasi. Tako, ja. Tako da ni to, da ne bi imeli tega, mogoče je to, da imamo preveč vsega, ne. In da je treba nekako se pač na neke te osnovne stvari osredotočiti. Ja, res se zdi, da je tega znanja, teh knjig veliko in potem, ko vse to prebiraš, se ti včasih tudi zdi, da so to kontradiktorna navodila, kontradiktorni pogledi in se kar majčkeno zgubljen v temu in potem si spet nazaj v tej neki svoji intuitivnosti in se odločaš čisto po občutku in ja, ta balans najti sam pri sebi je verjetno ta ključ. Pa, če greva zdaj še na drugo temo, tako v družbi je zelo prisotno, vedno bolj ta segment kognitivne znanosti, razvoja, torej spodbujevalcev kognicije. Torej gre za neke fitofarmacevtska sredstva, lahko tudi naravna, ki pomagajo, da mislimo hitreje in bolje in smo bolj učinkoviti. Od kje se je to začelo? Od kje je to prišlo? Včasih, vemo, smo pač želeli svoje telo narediti lepše mišice, bolj biti suhi. Odkdaj se je začel ta noro zanimanje za to, da bomo s svojimi možgani naredili nekaj več? Ja, tudi tukaj bi lahko rekli, da pa so ljudje te stvari v bistvu uporabljali že skozi pač, kulturno zgodovino, se pravi, vsi poznamo kavo, imamo čaj, imamo različne substance, ki so recimo različnim ljudstvom, šamani recimo pomagali, da so prišli recimo v drugačna stanja. Tako da jaz mislim, da človek je vedno nekako iskal te stvari. Zdaj, tako kot neko orodje, ki mu lahko olajša neko fizično delo, si je pač tudi lahko zamislil, ali bi si lahko jaz bil dalj časa buden, ali bi lahko mogoče dalj časa bil koncentriran. Ne. In seveda potem z večjim znanjem o samem delovanju živčnega sistema, z razvojem farmacije, so se potem
ta sredstva začela pač proizvajati tudi pač recimo na tem umetni način. Ne. Zdaj, No, ampak vseeno neke take popularnosti morda niso imela včasih, ja, kot sem imela, so to uporabljali šamani, neka ljudstva oziroma neke res manjše skupine, zdaj pa se zdi, da je kar prišlo v splošno populacijo, od študentov do ljudi, ki delujejo na kreativnih področjih, v medicini slišimo, se veliko uporablja. Ja, nedvomno, da je bilo takrat to relativno kar dobro kontrolirano, ne, se pravi, ravno tako, ne, neka skupnost je pač imela te stvari nekako pod kontrolo, recimo, če rečemo, vsaj večinoma, ne. Zdaj, danes je pa to pač vprašanje, še zmeraj so ena ta zdravila taka, da so bila dajana samo na recepte, ne, ampak seveda to se vedno lahko izigrava, ne, in danes pač, ko so ljudje pač, ne, tudi študenti ugotovili, da če vzamejo tabletko, bodo lahko delali 3 noči in bodo potem naredili izpit, ne, je to zakaj ne, ne. Ampak kaj je, zakaj ne, ali je tukaj neko etično vprašanje? Ja, absolutno, o tem je, o tem je veliko napisanega, pač etika se ukvarja s temi vprašanji, zdaj imate spet 2 skrajni stališči, ne, eno skrajno stališče je recimo, da se nobenih teh stvari ne sme uporabljati, ne. Drugo skrajno stališče je popolnoma liberalno, pustimo vsem vse, ne, potem se pa spet išče, ne, da smo spet pri tem neko mestno polje, ne, kjer se gleda predvsem na to, ne, da snovi, ki bi jih zavzeli, ne smejo škoditi zdravju, ne, to se pravi, to je ena taka zadeva, potem naj bi bile dostopne vsem, ne, se pravi, ne smemo delati tukaj se pravi, nekih socialnih pač razlik v tem, ne bi bile take, da bi jih nekako prisiljevali ljudi, da jih jemljajo, ne, kar recimo to, kar ste omenili, če zdaj dijaki in študentje jemljajo pripomočke, da bodo lahko bolje koncentrirani dalj časa, potem tisti, ki tega ne bo jemal, bo izpadel iz igre, ne, recimo predvsem v ZDA, ki so zelo tekmovalne tudi na tem izobraževalnem področju, je bilo veliko govora o tem, ne, da pač, če nekdo tega potem ne jemlje, ne bo dobro pisal testa, ne bo izpitov naredil na tak nivo in se mu zapre pot, ne. Potem druga stvar je tudi, če pa vzamemo, recimo, to je tisto, če bi pustili, ne, se pravi, vsaj nekaj teh zahtev je treba pač pogledati. In tukaj ne moramo reči verjetno za vse isto, ne, ampak je treba konkretno za vsako stvar posebej pogledati, ne. Zdaj, ne gre samo za farmacevtske zadeve, gre tudi za recimo neke nova orodja, ki se uporabljajo sicer v kliniki, ne, kot je recimo lahko spodbujevalci v možganih, ne, ali pa kot je recimo transkranialna magnetna resonanca. Spodbujevalec, ne resonanca. In te stvari se pač gleda, kjer se lahko recimo pomaga bolnikom s Parkinsonovo boleznijo, se da lahko spodbujevalec z brain stimulation, ne. Zdaj, za katere stvari se lahko da, kam se da, ne, tukaj je treba biti zelo previden, gledati, ampak seveda potem imate tudi te, ne, da rečejo, kje bo zdaj meja, recimo, ne, če lahko recimo damo spodbujevalce, ne zdaj take, da damo direktno možgane, ampak recimo te magnetne spodbujevalce, potem kje je zdaj meja? Recimo, brala sem eno študijo, kjer so rekli, da pač neka taka seansa lahko pomaga, recimo, ne, so imeli pomaga tistim, ki so imeli pod povprečjem, mislim, IQ ne pod povprečjem, ampak tisti, ki je že štel, da si pač, da imaš težave, ne. Ampak seveda, kje je zdaj, mi smo postavili neko mejo, ki je relativno arbitrarna, ne, zdaj nekdo, ki je 1 stopničko nad tem, ne sme tega imati, tisti, ki je 1 stopničko pod tem, pa lahko, ne. Ravno tako se je to recimo s Prozakom, ne, kjer pač rečemo, to je bilo pač zdravilo, ki je pomagalo, ampak hkrati so ga jemali tudi tisti, ki ga recimo zdravi, ampak hkrati pa mogoče tudi nekateri, ki so imeli neke težave, ki še niso bile prepoznane kot klinične težave, ki pa jim je to pomagalo, da so se odprli in so lahko naredili nekaj več, ne. Se pravi, zelo težko je čisto a priori reči. In zakonom določiti, verjetno gre tukaj nekaj, kar bo postalo ali postaja neka družbena norma in jo zaradi tega morda koncipiramo drugače. Ja, jaz mislim, da so tukaj tudi razlike med samimi pač tistimi, ki se o teh stvarih sprašujejo, ne, kot sem rekla, na eni strani imate tiste, ki bi vse te stvari prepovedali, zato ker pač niso naravne, ne, ampak kot smo že rekli, jaz tukaj to težko čisto razumem, zato ker
pač veliko stvari je takih, ki smo jih pač naredili, pa jih vse ne. Na drugi strani pa popolna liberalizacija, recimo, kot pač vsak odloča samo o sebi in lahko to naredi. Ne. Ampak verjetno je treba spet poiskati, ne, in potem za vsako od teh stvari pogledati. Ne. Recimo, ne, tudi v šport prihajajo že take. Se pravi, na eni strani imamo te, ki so pač bile za telesne, ampak prihajajo tudi te, ne, če smo zdaj bolj na področju mišljenja in kognitivne, kjer mislim, da je bilo taka slušalke, ne, ki so dajale malo električnega toka, ne, in naj bi pomagale, recimo, da potem neko veščino hitrejšo osvojiš. Mislim, da je bilo neki Hello, ne, kaj je bilo. In namenjeno se pravi športnikom, da... Tako namenjeno športnikom, pa mogoče tudi lahko glasbenikom, ne, da bi nekatere veščine, ne, pač ravno tako seveda morajo vaditi, ne, ampak da bi recimo lahko nekatere veščine hitrejš osvojili. Ne. Zdaj, ali je to res ali ne, o tem so še velike diskusije, del bile so neke raziskave. Prav, ali je sploh učinkovito ali ne, podobna debata je bila pri učenju jezikov. Ja. Obstaja tudi neka metoda, ki naj bi pomagala. Tako da, ne, pač te stvari je treba vse pač preveriti. Ne. Jaz tukaj pač zaupam potem nekim znanstvenim študijam, ki se pač s temi stvarmi z kakšnega vidika pa torej filozofi to obravnavate? Kaj vas zanima? Ja, mi pa se predvsem ukvarjamo z etičnimi vprašanji ob tem. Ne. Tako da ja, ne, to je nekaj, kjer, kot sem prej omenila, ne, se pravi, je treba pogledati, ali je to nekaj, kar je recimo dostopno lahko vsem, ali nekaj, kar postane prisila, ali je to nekaj, kar lahko škodi zdravju. Ne. Ali pa ne, sploh ne, potem pač tudi recimo, je spet odvisno, ne, če si ti športnik in počneš nekaj zato, ker se ti zdi, da boš v duhu športa to počel, potem tudi lahko neka sredstva, ki niso škodljiva, rečeš, da jih ne boš uporabljal. Ne. Se pravi, družba se spet odloča, na kakšen način se gremo v posamezne igre, ne, in tam spoštujemo taka pravila. Pa je v Evropi to stališče oziroma to odobravanje uporabe spodbujevalcev kognicije kaj drugače percipirano kot v Ameriki, v Aziji? Imamo morda drugačen pogled na to? Ja, v Ameriki sto zelo nasprotna stališča, ne, imate zelo liberalna in zelo pač konzervativna. Tudi med znanstveniki, enako, med vami filozofi. Tudi med filozofi. Med filozofi boste vedno našli zelo različna stališča. Ne. Meni se zdi to pač nekaj, kar je pač dobro, zato ker pač se soočamo z različnimi stališči. Mogoče za nekega človeka z ulice se mu pa zdi, pa kaj pa ti sploh delajo, ne, sej se nič ne morajo zmeniti, ne. Spet so pri tistem, kaj zdaj, če so argumenti veljavni in sklepanje, zakaj se ne strinjate? Ja, ravno zato, ker, kot sem prej omenila, večina argumentov ni deduktivnih, ne, in mogoče se tudi v nekih teh osnovnih stvareh razlikujemo, ne. Mislim, recimo, demokratična družba stoji na tem, ne, da recimo imamo lahko različna prepričanja, vsi se pa držimo nekih norm, ki jih spoštujemo, ne. In seveda, če imamo neka različna prepričanja, recimo lahko verska, ne, potem v tistem ne bomo prišli skupaj, tam nima smisla argumentirati, ne, več, ker smo pač na različnih stališčih, ampak skupaj pa moramo živeti, ne. Se pravi, moramo iz te razlike priti do nečesa, kar bomo skupaj. Se moramo strinjati, da se ne strinjamo, ampak se vseeno spoštujemo. Ja, recimo, ne, ali pa pač kakorkoli, ne. Tako da ja, jaz mislim, da ni pač teh enostavnih, ne, rešitev. Seveda pa na nekaterih področjih, ko se zmenijo, pa potem to postane lahko pač norma, zakona, ne, in potem se pač vsaj v nekem obdobju tega držimo. Ne. Pa je tukaj na področju, se pravi, spodbujevalcev kognicije že v tej smeri, kajti število člankov narašča o spodbujevalcih kognicije, uporaba, kje smo pa pri tem, se pravi, pri teh nekih omejitvah, pri tej smeri, da bomo... Ja, večina je pri nas še zmeraj ni legalna, ne. Ampak kupiti pa se da v vsaki spletni trgovini. Ja, to pač je problem, ne. Tukaj, tako da ja, ne. Zdaj na en način je potem nekateri, to je tako kot pri pač nekaj, mislimo, mehkih drogah, ne. Ali je to, da je že toliko razširjeno, ali je potem boljš reči, bomo pač sprostili, pa bomo imeli neko kontrolo nad tem, ne. Ali pa to pa se ostane na črnem trgu, ker družba pač tega ne more sankcionirati, ne. Argumenti tistih, ki so bolj liberalni, kar se tiče teh odločitev, mislim, tega vprašanja, so v tem smeri, da je to pač boljše potem dopustiti,
in imeti neko kontrolo, recimo, da ne prihaja do nekih nečistih snovi, ki so zraven in povzročajo lahko pač velike težave zdravstvene. Ne. Zdaj, ali lahko v takem trendu popolnoma zavreš, ne, je drugo vprašanje. Na vsak način pa verjetno treba pa vseeno, ne, te stvari res pogledati z zdravstvenega vidika, kaj lahko potem stvarim škodi, pa v katerem obdobju, ne, predvsem recimo mladi, ki se še razvijajo, za njih verjetno te stvari, te substance sploh niso. Zdaj se zdi, kot da smo v obdobju, ko potem kar nekaj ljudi posega, ampak ravno tega se pravi opozarja na to, kaj zares deluje, kaj ne, kaj ima stranske učinke, pa ni toliko, kajti še vedno je to v resnici prepovedano. Kako pa to luknjo se pravi zaprazniti? Enako je recimo pri tobačnih izdelkih, gremo v smeri popolne prepovedi, ampak po drugi strani potrošniki vseeno posegajo, potem nimajo dostopa do informacij, kateri izdelek je primeren, kateri manj primeren. Tukaj se mi zdi, da to vedno nastane pri takih. Ja, zdaj to jaz nisem se te stvari. Ne. Na vsak način pač znanstveniki delajo precej študije o tem, koliko to pride in na kakšen način pride potem to v javnost. Ne. Tukaj dostikrat je pot od znanstvenih študij pa do potem javnosti je lahko vprašljiva. Ne. Po eni strani se lahko te interpretacije zelo hitre znanstveniki so ponavadi zelo previdni, ne, v svojih spet človek z ulice gre to na živce, ker on bi pa rad poenostavljeno. Ampak ja, jaz mislim, da pač o teh stvarih je treba govoriti in o teh stvarih je potem treba kot družba, da se odločimo in sklenemo, kaj bomo naredili. Ne. Zdaj, če to preraste v hud problem, ne, potem smo očitno nekje nekaj zamudili in je treba pač o teh stvarih razmišljati in gledati naprej. Tako da ja, jaz mislim, da tudi vse v medijih kar nekaj opozarja, recimo, vsaj kar se tiče teh recimo športnikov, ne, ki uporabljajo te zadeve. Zdaj, za študente pa mislim, da je bila pred nekaj leti so na FDV-ju naredili eno študijo, so pregledali, koliko študenti naši to jemljajo, pa še ni bilo toliko, recimo v Ameriki je tega precej več. Ne. Lahko, da se pa to tudi pri nas. Ja, absolutno, v Ameriki precej več, ampak tudi pri nas je bilo ravno ta raziskava pokazala v nekem porastu. Mislim, da je bilo tam 4-5% populacije, to že je malo, ampak ja, se mi zdi, da v takrat je bilo že kar nekaj let nazaj, mislim, da 2011 je bila tista raziskava, se je ta razmah naredil, že če vidimo oglase po spletu za spodbujevalce kognicije, vidimo, da zagotovo je tega več, če se jim splača toliko oglaševati. Morda še beseda o tem, se pravi, kaj pa to iz nekega kolektivnega nazora pove o naši družbi, se pravi, da nam je toliko mar, kako pametni smo. Je to dobro ali slabo? Kako mislite, kako se pravi, glede na to, da nam je toliko mar za našo kognicijo, da bi bili sposobni pametni, kaj to pove v neki kolektivni družbi? Ja, jaz mislim, da pač to, da bi lahko uspešno pač neke naloge reševali, recimo, če v tem gledate, to je verjetno pač že skozi. Zdaj, vprašanje je, čemu se odpovemo za to, da bi samo to naredili, ali pa kako je družba usmerjena, ali samo v neko tekmovanje, ali šteje tudi kaj drugega. Tukaj mislim, da so težave. Smo preveč v tekmovanje, v doseganje neke rasti, neke produktivnosti, učinkovitosti, čim več delati. Ja, in premalo v zadovoljstvo. Ta tok je šel zelo v to smer. Mislim, da se tudi kolega Plut iz Filozofske fakultete, pokojni profesor, je zdaj napisal 2 debeli knjigi, kjer se zavzema za neko tako ekološko in socialno družbo. Jaz mislim, da smo tukaj šli pač pretiravali, in zdaj se moramo pač, in tukaj spet, mislim, naša sposobnost delanja alternativnih scenarijev, nam lahko pomaga, da vidimo, da smo mogoče tukaj zašli, in da gremo, da se moramo mogoče v večjo kvaliteto tega življenja. Ampak to je spet težko reči, kaj bo zdaj nekdo štel, kaj je zdaj kvaliteta, tukaj pridemo na druga področja. Ampak ja, če rečete, da smo pod presijo, da moramo biti tako učinkoviti v kratkem času, potem bodo ljudje posegali tudi po nekih sredstvih, ki jim bodo to omogočila. Če pa bomo rekli, da bomo imeli mogoče dovolj časa za to lahko narediti, pa da če ne boš tega naredil, boš pa nekaj drugega, ki bo ravno tako vredno, potem pa mogoče bo tega manj. Tako da, ampak težko je zdaj neke pač take napotke dajati, pa biti pameten, ko bo šlo naprej. Filozofi se mi zdi tudi, tukaj seveda nekateri lahko dajo zelo glasne iztočnice,
še večkrat pa postavljamo vprašanja, ne, in odpiramo alternative, ne. Potem pa pač se ljudje morajo, oziroma družba se nekako. Naprimer, v kakšnem... Ja, kot sem rekla tukaj, ne, zdaj recimo profesor Plut je postavil dosti jasno recimo neke vizije, ne, to je recimo ena alternativa. Kako bi bilo to izpeljano v praksi? Vedno je vizija nekaj, kar se želimo, ampak... Ja, jaz mislim, da pač moramo vedno imeti neke vizije, ne, potem pa pač kako pa konkretno izpeljujemo in kaj lahko naredimo, je pa verjetno dostikrat tudi eno življenje premalo, ne. Jaz mislim, da je tukaj nevarnost tega, lahko povem tudi svoje izkušnje, ne, kot me je zanimala matematika in naravoslovje še v gimnaziji, in na en način tam se zdi, da lahko stvari nekako imaš pod kontrolo, ne, čeprav seveda bodo zdaj rekli, da to ni tako, ne, ampak vsaj v neki meri, ne. Medtem ko v družbi pa tega, da bi rekel, kako je treba narediti, da bo boljše, ne, takoj vidiš, da mogoče se meni zdi nekaj dobro, medtem ko se drugemu to ne zdi dobro in moramo že najti nek kompromis oziroma poiskati neko dobro rešitev. Zato to, ne, kar so rekli inženirji duš, to pač ne gre, ne. Kdo je rekel inženirji duš? To so imeli v Sovjetski zvezi, mislim, da je bilo, ne, da so rekli, da bomo imeli inženirje duše. In to naj bi bili psihologi in filozofi. No, ali pa pač družba, ne, tisti, ki vodijo, ne, bodo nekako lahko usmerjali družbo, ne, se pravi, če imate to od zgoraj in od zdola, ne, kjer boste usmerjali družbo na tak način, kot bi lahko nek inženirski izdelek. Tukaj to ne gre, ne. Družba je toliko raznolika, ne, in toliko težko se je, čeprav se v enih stvarih vse potem lahko strinjamo, ne, ampak bomo imeli toliko različnih mnenj in zato ni enostavnih rešitev, ne. In to pač seveda je problem, ne. Kar pa ne pomeni, da lahko konkretno v neki akciji pač ene stvari narediš, ne. Ampak ja, ne, ta želja, da bomo na hitro lahko nekaj spremenili, tudi včasih niti ne vemo kam, pa nismo poenoteni. Najprej moramo te stvari pogledati, ne, in potem bomo lahko se pač odločali, ne. Je pa tako, da imamo tudi te različne nivoje, ne. Človek se na osebnem nivoju individualnem nekaj odloča, potem v malo širši skupnosti, potem še širši skupnosti, na koncu smo pač, ne, je pač cel planet, ne. Najlepša vam hvala za ta pogovor. Želim vam uspešno delo še naprej, pa se slišimo ob kakšni drugi priložnosti, upam, da še kdaj. Hvala za vprašanje.